Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kaj nam sporočajo težave z želodcem. V glavnem, to je solarni pleksus. Prav tukaj na tem predelu, če pogledamo, takole, to je solarni pleksus. In solarni pleksus, tukaj vstopajo energije v naše telo. In ko vas včasih zavije kar tako z lufta, kaj pa če je tukaj zadaj energijski napad? Da si boste lažje predstavljali, kako te stvari grejo. Grejo na ta način. Poglejte, jaz govorim in se z vami povezujem. Povezujem se preko česa? Preko govora, se pravi ta del, preko srca, ker vam pošiljam srčno energijo, ampak tudi preko solarnega pleksusa. V bistvu med ljudmi, ki se povezujemo, nastanejo energijske vezi. Čeprav tega ne vidimo, mi navadni ljudje, vemo, da obstajajo ljudje, ki vidijo vse te energije in tokove energij. In nihče izmed nas elektrike ne vidi, pa verjamemo vanjo, je to tako. In druga stvar, nihče izmed nas ne verjame ali pa ne more videti teh energij povezav, ampak jih občutimo. In prav solarni pleksus, če naenkrat pride tisto, ja, je možno, da je tukaj zadaj energijski napad. No, zdaj pa kaj lahko tukaj naredimo? Eno zadevo se moramo zavedati, da prvo misel, ki ti gre skozi možgane, ko pomisliš, kdo mi lahko pošilja slabo energijo? Prva misel je ta prava. Modrost vašega telesa pozna odgovor. Vaši senzorji poznajo odgovor. In zdaj pa kaj je potrebno narediti, da zaščitimo ta naš solarni pleksus? Lejte, dovoljujem si, da grem s tokom življenja. In ključ do tega, da spustimo energije, je odpuščanje. Dokler ne odpustimo ljudem, ki so nas ranili, smo z njimi energijsko povezani. Kakor hitro jim odpustimo, se zgodi to. Oni so lahko še kar zahaklani, mi sebe osvobodimo iz tega primeža. In zdaj pa še ena zadeva, kar je pomembno, da se vas bom naučila, kaj je pomembno, da vi naredite, da zaščitite svojo auro. Če si predstavljate, da smo tako kot v zlati, oziroma da je aura tako kot krog in da smo mi notri v tem energijskem krogu. In če se zavedate, da mi lahko poskrbimo, da je to močno, neprepustno. Zdaj pa, če imamo mi polno zamere, zastrupljamo tukaj noter oziroma puščamo odprta vrata. Enako se z enakim veže. In dokler mi ne odpustimo ljudem, ki so nas ranili, odpiramo vrata, da lahko vstopajo te energije do nas. Zato, ker vse je frekvenca, vse je vibracija. In če si vi predstavljate, da recimo lestvico do, re, mi, poznamo vsi, če vi resonirate na tej do, tukaj gre vsa ta nizka vibracija pride do vas. In zato je tako pomembno, da delate na odpuščanju, na tem, da odpuščate vsakemu človeku, karkoli vam je naredil, da samo spuščate. In s tem sebi dvigate vibracijo, ta človek bo ostal na isti vibraciji, ki je, ampak do vas ne bo več mogel. To je zdaj ena zadeva. Druga zadeva, počistite v domu vse darila od te osebe, ki čutite, da vam pošilja slabo energijo. Vso šaro, vse, kar so vam nanosili, ta dobra darila. Stran, z njimi stran, podarite nekomu drugemu, tega vi ne rabite. Najbolj nazorna pravljica, ki govori o teh darilih, je Sneguljčica. Poglejte, hudobna mačeha, mačeha, jaz G pa H malo mešam, pa ne vas sploh ne moti. V glavnem, hudobna mačeha je gorela od ljubosumja in je zastrupila jabolko. Prišla je k Sneguljčici in v osnovi je naročila najprej lovcu, da mora prinesti njeno srce, njeno srčno energijo. Ljudje, ki so vam nevoščljivi, hočejo vašo srčno energijo. Je to tako? In Sneguljčica je zbežala in je našla nov dom in je bila sprejeta. In potem jo je čarovnica našla in, poglejte, prinesla ji je darilo in dala ji je jabolko in jabolko je bilo zastrupljeno. Poglejte, sprejela je darilo.
Zato pomislite, kaj imate v vašem domu, darila od ljudi, ki vas imajo tako radi, da gorijo od zavisti. To ne gre stran, zato ker s tem tudi vi nižate vašo vibracijo. Druga zadeva, vem, da sem o tem že govorila, ampak to je modrost naših prednikov. Prekadite vaš dom, blagoslovite, porabite blagoslovljeno vodo, naredite res vaš dom čist. In ja, svetle sile ne marajo šare, ne marajo navlake. In če veste, da imate v neki sobi samo šaro, dajte jo pospraviti. To ne spada v vaš dom, vem, kako težko se je lotiti čiščenja, da je lažje čez stopiti, ampak dejstvo je, da če sebi želite dobro, bi bilo pamet, da počistite. Naslednja zadeva, v kar jaz verjamem, je modrost kristalov, ker dejstvo je, da kristali pa čistijo naše energijsko polje in če vas pokliče nek določen kristal, dajte začeti uporabljati te kristale. Ne pozabiti na to, kristale je treba pod vodo ščistiti in ko boste na ta način začeli spremljati te energije okrog sebe, boste videli, bo lažji. Zdaj pa še ena stvar, kaj nam želodec sporoča, če se vrnem na začetek zgodbe. Želodec je v povezavi s tem, prav koliko grem s tokom življenja, koliko jeze občutim, koliko zamere občutim, koliko žalosti občutim, koliko grenkobe občutim. Prav trebušna slinavka je povezana z grenkobo, povezana je s potlačeno žalostjo, žalost, ki jo vlačiš iz roda v rod, iz življenja v življenje. Potem naprej tukaj na tej strani jetra. Jetra so povezana s potlačeno jezo. Zastrupljajo jetra cel krvni obtok in kdor pač ne odpusti, spusti, sam sebe zastruplja. Kri zastruplja. Jetra bi mogla čistiti, ampak kdor ima preveč strupa vse tega čustvenega, kako naj jetra prečistijo to, je nemogoče. In prav zakisano telo pomeni zakisane misli, preveč grenkih čustev, preveč se oklepaš preteklosti, bolečine, rane. Ja, pokažite mi človeka, ki ni bil ranjen. Ga ni. In tudi, za svoje otroke trudiš se delati najboljš, ampak ne zmoreš vedno, ne moreš, da ne bi nekoga ranil v življenju. Zato pač pomembno je, da odpustimo sebi, da odpustimo drugim, ampak da tam, kjer pa vidimo, da je direktno zloraba, pa da rečemo, štop, tega pa ne sprejemam več. Dovolj je bilo, to, kar je slabo, naj odide k svojemu izvoru. Zdaj za konec vam povem eno zgodbo. Enkrat sem bila leta nazaj na enem predavanju. In bil je dolg seminar, ni bil predavanje, seminar 3-4 ure, mogoče cel popoldne. In jaz sedim na tem stolu in dolgo kot sem sedela na tem stolu, bolj sem čutila sredi, kot bi imela na sredi hrbta luknjo. In vsakič, ko te boli hrbet, sem se obrnila nazaj, sem videla eno žensko, takole je gledala vame, prav direktno vame, tiste oči. In po koncu seminarja jaz sem imela občutek, kot da imam luknjo skozi. No in ne vem, potem sem govorila z eno gospo, ki načeloma nisem imela nekih pogovorov z njo, sem rekla, pa ne vem, tako me boli hrbet, je rekla, se je spravil na tvojo zadnjo srčno čakro. Ja, juhej, jaz tukaj nič kriva, nikomur nič nisem naredila. Ja, res pa je, vse življenje sem bila uspešna in verjetno nekomu gre to na živce, želi škodoželjnost, pa smo spet pri Sneguljčici. In jaz sem potem samo to začela ponavljati. Vse energije, ki so povezane s temo, naj se vrnejo svojemu izvoru. Sprejemam samo ljubezen. Vse energije, ki so povezane s temo, naj se vrnejo k svojemu izvoru, sprejemam samo ljubezen. In nekje po 14 dneh, ko sem to ponavljala, me je nehalo boleti. In nisem imela nobenih stikov več s to gospo, ampak leta kasneje sem pa govorila z njenim sinom, je rekel, ja veš, malo preveč se je spuščala v energije in enkrat so jo odpeljali na urgenco. Zdaj pa ne dela več tega. Ne bom obtoževala nikogar, absolutno ne, ampak vi s tem, če si predstavljate, da je vaša avra tako kot žogica, vi lahko jasno date ukaz in rečete, sprejemam vse energije ljubezni,
Vse, kar pripada temi, se vrača k svojemu izvoru. In vsi tisti ljudje, ki vam pošiljajo temne misli, škodoželjnost, slabo energijo, naj se vrne k njim. Tega vi ne sprejemate, pomembno pa je, da vi počistite svojo nesnago. Ker lejte, vedno energije, če vi pošiljate slabo, boste dobili bumerang nazaj. Zato pošiljajte blagoslov in tisti, ki je zgoraj, vedno samo blagoslavlja. Blagoslavljajte svoje sovražnike, molite za svoje sovražnike, želite jim dobro. In spuščajte vse slabo iz svojega življenja. Boste videli, življenje vas bo imelo rado in vas bo podprlo. Tako da delajte to in boste videli, življenje nam želi dati vsega dobrega. Ampak ja, najprej moramo mi počistiti svojo temo. Tako da čistite, delajte na sebi, boste videli, vse se bo dobro izteklo.